Naslednja stvar, ki se jo ne bom nikoli pozabil, je izjemno hud pritisk, ki ga je izvajala Mednarodna smučarska zveza, predvsem ta sektor oziroma odbor za skoke. Potem, ko je bil svetovni rekord 191 metrov Matija Nikienena, so rekli, to je končna dolžina, več se ne sme skočiti. In predvsem en vzhodni Nemec Grelman in pa en Čeh belonožnik sta bila tista, ki sta bila največja nasprotnika Planice. Nekateri brdavci so se poskrili v ozadje, so bili bolj tiho in seveda poleti v Planici so bili malo bolj čudni. Ampak seveda Planice se ne da prevarati, to je tako kot moje zvestobe do slovenske televizije se ne da prevarati. Ko je Pjotr Fijas skočil 194 metrov, se pravi nov, najdaljši skok vseh časov na svetu, svetovni rekord, sem tudi recimo že ponaprej v usklajenem scenariju rekel nov planiški rekord, najdaljši polet vseh časov na svetu. Vem, da je takrat ta vzhodni Nemec besnel, pa še nekateri so tam psovali Goriška, Šlibarja, mene, vse, Planico, Slovenijo, Jugoslavijo, ampak tako je pač bilo. Na kar so se vendarle nekoliko utoplile razmere in vem, da ko je Norvežan Opos skočil 193 metrov, so rekli konec tekmovanja. Tako daleč se pa ne sme skakati v Planici. Ne nikjer drugje na svetu. Druge letalnice, kot so bile Vikersund, Oberstdorf, Kulim in pa Harachov, takrat niso bile sposobne napraviti take prenove, da bi lahko presegale Planico, ki je med drugim recimo v svoji zgodovini zabeležila 42 svetovnih rekordov v poletih. No in potem so se stvari nekoliko bolj omehčale in prišli so prelomni trenutki, prva 200-tica, najprej Nemec Kiesewetter, to je bil iz Nemške demokratične republike, skočil pa je podrsal, no na kar je pa Finec Toni Nieminen skočil 203 metre, to je bil fantastičen dosežek, evforija v Planici. Takrat je dobil za nagrado Mercedesa, ki pa seveda ga je bojda dobil šele čez 9 mesecev na Finsko, kajti eden izmed članov planiške organizacijske sheme se je z njim vozil brez sramu. In teh 203 metre je bila neka prelomnica in takrat so nehali ljudje, ki so vodili smučarske skoke pri Mednarodni zvezi FIS, prenehali, bom rekel, delovati proti Planici, kar se tiče teh 200-metrskih poletov.